Gospod Kavčič, napovedani ukrepi pri varčevanju, tako pri zniževanju plač poslancem, se vam zdi ta ukrep pravilen, je to bolj populizem po vašem mnenju? Nekateri simbolni ukrepi so nujni, da se pokaže v družbi, da se misli resno s tem sintagmo, da smo vsi v istem čovnu. Vendar se mi zdi, da je v zadnjem obdobju v našem prostoru prišlo do nekaj nepotrebnih, nekoliko demagoških izjav, ki utegnejo tudi ogroziti pozornost, da se premakne od tam, kjer je bistvo problema. Jaz sem včeraj imel recimo sestanek z ministrom za zdravje, kjer smo skupaj lahko ugotavljali, da se v preteklih letih so se iz slovenskega proračuna izgubile desetine in kar stotine milijonov dolarjev zaradi slabega investiranja, zaradi problemov pri nabavi zdravil. In to je tak primer, v Sloveniji imamo skratka problema z 8 milijardami javnega dolga, imamo finančne probleme, ki zajemajo dimenzije desetine in stotine milijonov evrov in se je treba s temi problemi resno ukvarjati. In tukaj nek princip varčujmo, ne glede na to, koliko to stane, ni pameten. Se pravi, ukrepi morajo biti resni. Jaz pozdravljam tudi konkretne varčevalne ukrepe, ampak če direktno odgovorim na vaše vprašanje, zniževanje plač poslancem ali drugim uslužbencem po zakonu plač v javnem sektorju ni niti zakonito, niti koristno, niti potrebno. Če vas lahko vprašam, v katerem plačnem razredu ste vi trenutno in koliko je to neto na mesec? Jaz trenutno upravljam svoje delo predsednika Državnega sveta še vedno neprofesionalno. In koliko prejmete neto? Moj prejemek, ne morem reči, da je neto, ampak sejnina, ki jo prejmem kot nadomestek plače, znaša okrog 2000 evrov mesečno. Najlepša hvala. Prosim.